Živjo in dobrodošli v Filmorami, edini in najboljši spletni oddaji v filmih pri nas. V Filmorami vam bomo predstavljali, kaj je novega na filmski sceni, kaj je trenutno in, kaj je tako imenovani must-see in kam lahko svojo gospodično ali gospodiča odpeljete na zmenek. V kinih namreč dogaja, zato vas bomo redno obveščali, kaj je novega, posebnega in tako ali drugače zanimivega. Tokrat smo izbrali komedijo, ki pozornost pritegne že zaradi privlačnega igralca, sledimo tudi trendom najnovejših trilogij, za vas pa imamo tudi čisto svež slovenski film. Za dva izmed teh si boste ob koncu oddaje lahko priborili tudi vstopnico oziroma praktične nagrade. Three months ago, a Spanish museum sent a Goya painting to be cleaned. The painting has disappeared. This very bad man who wanted to fund violent worldwide revolution. Countless lives are at stake. And you would like me to find it? Precisely. What is in it for me, as they say? Do it for Queen and country. No. All right, Queen and country, travel and living expenses, reasonable overhead. Done. Če bi Johnnyja Deppa poskušali opisati z eno besedo, bi ta lahko bila ekscentrik. Njegov nevsakdanji stil oblačenja in divji prijatelji, med katerimi je na primer tudi kitarist Keith Richards in nekdaj Marlon Brando, nam pomagajo razumeti, zakaj si vedno zbira nekonvencionalne like. Letos je tem dodal še vlogo komičnega lorda Mordekaja. I am Lord Charlie Mordecai. Respected by all who know me slightly. Man down! I am an art dealer, an aficionado. My wife, Joanna, My only true love. I thought I'd see how you secret agent men run the world. Charlie Mordecai je preprodajalec umetnin, ki je v preteklosti že večkrat zašel na drugo stran zakona. Zaradi davčnega dolga njemu in njegovi ženi Joanni, ki jo igra Gwyneth Paltrow, grozi sedaj izguba celotnega premoženja. Zato je prisiljen sodelovati z britansko obveščevalno agencijo, ki želi, da najde ukradeno sliko. Ta naj bi bila ključ do lokacije skritega nacističnega zaklada. We grab the painting when no one's looking. ingenious. Go to America and do what it takes to bring the painting back. Pri tem mu seveda pomaga svojevrstna očarljivost in zvesti služabnik Jock, iskalna avantura po vsem svetu pa je polna nevarnih in tudi drugače vabljivih srečanj. I'm Georgina Cramp. She's a well-known nymphomaniac. Who knows? This may be a customary greeting in America. I don't know. Truth? Akcijska komedija Mordecai temelji na prvi iz serije zabavnih knjig angleškega avtorja Kirila Bonfigliolija, ki je imel po očetovi strani v sebi tudi nekaj slovenske krvi. Is this where the body was found? What are you doing? Oh, no, to the left a bit. Sorry, I meant to the right. Yes? Oh, Charlie. V kinih od 5. marca. Found it. The future our people deserve. Filmski ustvarjalci so od nekdaj svoj navdih iskali v literaturi. Na prelomu tisočletja pa so izjemno popularni postali večdelni fantazijski filmi, posneti po zaključenih serijah knjig. Uspešnicam, kot so Gospodarji prstanov, saga Somrak in tako naprej, se je pridružila tudi trilogija Razcepljeni, ki tokrat v kinosporede prihaja s svojim drugim delom pod imenom Neupogljivi. What does Janine think is in that box, Caleb? I don't know, but she's testing divergence. Searching for the one who can open it. Find them. Every last one of them. Prvi del nas je seznanil s futuristično družbo, razdeljeno na 5 skupin. Vsaka od njih ima sicer svoje poslanstvo, razpad harmonije pa povzročijo eruditi, ki želijo zavladati drugim. Glavna junakinja Tris in njen nekdanji mentor Force si pomoč v boju proti njim in njihovi vodji Janine, ki jo igra Kate Winslet, poiščeta pri izobčencih. Njihov skupni cilj je odkriti resnico o preteklosti in seveda rešiti njihovo prihodnost. Janine claims you're all dangerous insurgents. If we were to combine forces, we'd be unstoppable. Shailene Woodley, ki igra pogumno Tris, je bila v mislih ustvarjalcev že od samega začetka.
Zato ta za vlogo ni potrebovala niti avdicije, se je pa morala z ostalimi soigralci udeležiti 2-mesečnih fizičnih priprav pred začetkom snemanja. It's really good to see you again. What does she want with her? It's the perfect subject. You need to be strong. You're brave. She's the one. This is the only chance we have to rescue what little civilization we have left. Dark times call for extreme measures. Presenetljiv je predvsem podatek, da je prvi del knjižne trilogije avtorica Veronika Rot objavila že pri svojih 23. Celoto je zaključila le 2 leti kasneje, 2013, torej le 1 leto pred premiero prvega filma. Filmska trilogija bo končana 2017, drugi del pa si lahko ogledate od 19. marca. Jože, jaz imam tebe dost. Jaz te imam dost. Jaz bom šla v službo in ko se vrnem, hočem, da te ni več tukaj. A ti? Tako, jaz sem se odločila, da bom naredila izpit za avto. Ni govora. A ti zgrozen, nikoli mi nič ne dovoliš. Na sporede pa prihaja tudi nov slovenski film. Režiser Janez Burger je svojim prvencem v Leru že dokazal, da lahko slovenski vsak dan spremeni v enega najbolj popularnih domačih filmov. Tokrat se v kriminalni komediji Avtošola osredotoča na kompleksne družinske odnose, zanimive like in gostobesedne dialoge, pa tudi tajkune, nakup zemljišča in dober gradbeni projekt. Izrazi, ki jih vsi zelo dobro poznamo. Dobar dan, vi ste verjetno Jože. Dan, Jože, ja, me veseli. Jaz sem Lija, mene tudi zelo veseli. Za vas so mi rekli, da ste najboljši inštruktor. Aja? Tale zadeva z avtošolo že predolg traja. In če se bo karkoli zakomplicirali, jaz ne bi bil v tvoji koži, je prav? Tajkun Robert, ki ga igra Matjaž Tribušon, želi zgraditi sodobni nakupovalni center. Zato ima tudi že pripravljeno zemljišče, a kaj komu težave povzroča avtošola, ki stoji na njem. Dodatne preglavice mu povzroča tudi hči Lija, ki želi opraviti vozniški izpit ravno pri tej isti avtošoli. Vztrajna in trmasta Lija ter njen inštruktor Jože skleneta zavezništvo proti tajkunski požrešnosti. Igralca Maruša Majer in Gregor Čošin tako v skupnem boju za dobro do konca filma odpirata vprašanje, ali se ta lahko obrestuje, ali pa smo v dani situaciji le nemočni opazovalci. Je veliko denarja, ker ta prasec ve, ki je denar. V filmu, ki je nastal v igranem programu Televizije Slovenija, poleg omenjenih nastopajo še Ivo Ban, Vesna Pernarčič in Vlado Novak. V kinu od 26. februarja. Mater je napet. Aha, ful. Kot obljubljeno imamo za vas pripravljeno tudi nagradno igro. Podarili vam bomo 2 vstopnici za filma Mordekaj in Neopogljivi, zraven pa vas bomo oblekli še v luškane majčke. Seveda zato odgovorite na nagradno vprašanje in sicer za film Mordekaj. Kako je ime ženi lorda Mordekaja, ki jo v filmu igra Gwyneth Paltrow? In še nagradno vprašanje za film Neopogljivi iz trilogije Razcepljeni, koliko je bila stara Veronika Rot, ko je napisala prvo knjigo iz omenjene trilogije. Odgovore nam pošljite na darilo@filmorama.si, nagrajenec bo obveščen po spletni pošti. Če odgovorov ne poznate, pa vam predlagam, da prevrtite na začetek Filmorame. Kateri izmed predstavljenih filmov vam je bil najbolj všeč, je najbolj pritegnil vašo pozornost, vas po ogledu navdušil ali morda razočaral? Veseli bomo vaših komentarjev. Hvala, ker ste bili z nami. Se srečamo ponovno marca z novimi filmskimi novostmi. Čau!